Dober večer, cenjene gledalke in gledalci. Ura je 5 minut čez 20 in ob torkih je to čas za oddajo Koktajl. Kar nekaj razlogov je za to, da ste z nami vse do 9. Napovedali bomo namreč mednarodno dirko starodobnih motociklov v Središču ob Dravi. Izvedeli boste, kje si bo mogoče od srede naprej v Mariboru brezplačno in brez zamudnin izposediti knjige. Govorili pa bomo tudi o prihajajoči veliki noči. Na odru pa danes sama dekleta, ki, ko so skupaj, najraje slišijo, če jih imenujete Jazz Ladies. Always late every time we have a date, but I love him. Yes, I love him. I'm gonna walk right up to his gate to see if I can get it straight, 'cause I want him. Oh yes, I'm gonna ask him. In 27. aprila bo v Središču ob Dravi prireditev Pisana na kožo ljubiteljem starodobnih motociklov. Kaj se bo dogajalo, pa veste župan občine Jurij Borka in Franc Škarjanec, organizator dogodka. Dobro večer, želimo obema. Dobro večer. Katere pogoje se morajo izpolnjevati motocikl in njegov lastnik, seveda, da lahko dobi naziv starodobno vozilo? To je kar precej tehnično vprašanje. Dejansko 30 let starosti. Za motocikl, za lastnika pa je to relativno, ker je to predvsem pomembno ohranjati to dediščino, pomeni dosta podkovanost v tehniki same in seveda ljubiteljstvo. Kakšni so potem takem ljubitelji ali pa lastniki teh starodobnih motociklov?
No, verjetno so to neki posebneži, pravzaprav smo posebneži, ker to je ogromno časa, denarja, volje, ljubezni vloženo, da pride do enega takega motocikla. No, razliko v središču bomo mi videli, pomeni popolnoma drugačno sorto motociklov in to pomeni dirkalnike, prave dirkalnike iz časa 50, 60 in 70 let. Kateri pa so to? Kakšne znamke so to znane? Mislim, vam gotovo so, širše javnosti. Kot pravi ljubitelji, pravi fetiši blagovnih znamk, od Laverde, Tritona, Nortona, Moto Guzija, BMW-ja in tako naprej. Je lahko lastnik tega starodobnega motocikla vsak, morda tudi tisti, ki ga ne zna popraviti? No, lastnik lahko, ne, samo vzdrževati, bom rekel, je to zelo težko. Kakšen del je tega? Vzdrževanja? Ogromen, bom rekel, v procentih 8% je na vzdrževanju, pa lahko ti nekako to ohranješ. Kaj se bo dalo v središču ob Dravi v soboto in nedeljo, prihodnjo soboto in nedeljo, vse videti? Vsekakor to prireditev poklanjamo, če se tako izrazim, našemu 60. občinskemu prazniku, ki gre k koncu. Prejšnje leto smo torej skupaj z vsemi društvi, kajti jasno je, da brez angažiranja veliko društev to ne gre. Torej v soboto bo to 2 treninga. Naj omenim seveda, da ne gre za klasično dirko z elementi merjenja časa velikimi hitrostmi, gre za parado z mešanico dirke. Torej v soboto popoldne 2 treninga, zvečer imamo za občino postavljen šotor, kjer bo skupina Help, torej ki so taki predstavniki Beatlesov, lahko jih pogledate, seveda na internetu se vidi, imeli zabavo. V nedeljo pa imamo seveda skozi dan od 11 do 17 popoldne, torej 4 udarne dirke, parade, torej z tem krogom po središču, seveda z vsemi elemente varovanja in vsega bomo zagotovili. Torej zelo pestro bo, tudi ponudba bo, kaj bo videti, torej starodobniki, bodo jim prišli na svoj račun tudi ljubitelji dirk, vsega tako, da seveda pričakujemo v središču kar velik obisk. V Sloveniji ne gre izvesti dirke na čas. Nažalost, včasih je pa to bilo možno, ne? V stari Jugoslaviji je to bilo kar precej tega, raznih avtomoto dirk. No, mi upamo, da bomo nekako uspeli v središču to spraviti po strehu čez nekaj let, upam, da bo se tudi nekako zakoni prilagodili temu. Je pa dejstvo, da tu so prisotni, mi imamo štartno listo od 30 dirkačev in 4 dirkalni prikoličarje. Udeleženci te prireditve so iz Nemčije, Avstrije, sosednje Hrvaške in domači, s tem, da imamo kar nekaj evropskih prvakov, tudi udeleženci svetovnega prvenstva, ker se posod po ostalih evropskih državah se te stvari normalno odvijajo in so dirkališča prirejena, pomeni TT Classic, da povem gledalcem ulične dirke. Zdaj, središče ob Dravi bo verjetno v soboto in nedeljo zaprto, promet bo verjetno omejen. Na kaj morajo biti ljudje, ki bodo prišli si to gledati, biti pozorni? Vsekakor, torej v polurnih tajmingih te dirke je zaprta tudi državna cesta in pa ulice, torej v krogu 1,2 km. Seveda mi bomo poskrbeli za to, da bo tako varnost ob progi in pa usmerjanje prometa seveda tistih, ki pridajo, za to poskrbljeno. Vse na to smo računali in seveda jaz sem prepričan, da bo vse teklo tako, kot je zamišljeno, želani smo. Torej skupaj z vsemi temi soorganizatorji dokazali, da smo to sposobni. Letos pa smo se to dodatno še pripravili tako varnostno, organizacijsko in pa seveda tudi promocijsko. Kakšne imate izkušnje? Je več ljudi na tej dirki, ki to pravzaprav ni, ali zvečer na koncertu? Lani nismo imeli koncerta, lani je bila enodnevna ta dirka, letos pa seveda smo to dvodnevno naredili in seveda tudi na koncertu ob tej zabavi pričakujemo seveda dobro odzivnost. Pa zelo dobro, da niste povabili kakšnega narodno-zabavnega ansambla, ne? To sodi k motoristom? Najbolj ne. Najbolj ne, ne? Najbolj ne. To so lepo nekako rok generacije in tako naprej. No, jaz bi hotel poudariti eno stvar in prosil vse udeležence in seveda tudi obiskovalce, da res spoštujejo navodila varnostnih služb, ker predvsem je tu pomemben poudarek na splošno varnost. In če bomo se tega držali, mislim, da ne bo problema, da bo se to vse speljalo kot treba. BO, da rečem tako.
No, do te skupine gospod župan bolj ve, kako smo prišli. Pravijo, da so to pravi tudi fizično nekako podobni, tako nekaj tujcev, nekaj domačih fantov in da res, bom rekel, razturajo ta Beatles program. Super, potem vsi vemo, 26. in 27. središče ob Dravi, ogromno motociklov bo. Hvala lepa za obisk v studio in pogovor. Pa lepa in pa seveda vabljeni v središče. Zdaj pa ponovno v glasbi. Za njo v današnji oddaji skrbi kar 5 deklet. Greva se odpet in na luno poletet, zvezdami igrat sredi teh vesoljnih trat. Drugače rečeno, ni mi vseeno. Drugače rečeno, nič ni izgubljeno. Napiva se srca, vse, kar duša prenesti zna. Ti si vse, kar rabim, da na srečo ne pozabim. Drugače rečeno, ni
23. april je svetovni in slovenski dan knjige in ta datum je kot nalez za to, da v roke vzamete kakšno knjigo in jo preberete. Ali pa z njih vsej pobrišete prah. Tretja možnost pa je ta, da knjigo, ki ste jo že prebrali, izpustite na svobodo. Kako to narediti, pa veste Nina Kozorog in Jernej Murko iz društva Humanitarček, ki za ta dan po vsej Sloveniji pripravlja akcijo Book Crossing Val. Dober večer. Dober večer. Tukaj bomo še imeli eno nagradno igro, tokratno vprašanje je povezano s knjigo in sicer povejte naslov avtorja in letnico nastanka prve knjige v slovenskem jeziku. Telefonski številki sta 02 420 12 44 in 02 420 12 50. Nagrada pa majica televizije Maribor. Torej, pokličite, vprašanje je enostavno, pa odgovor še bolj. Ja, Book Crossing, odkot izhaja to? Book Crossing se je v bistvu leta 2001 se je po enemu gospodu porodila ideja globalne knjižnice in potem se je zadeva nekako razširila po svetu. Mislim, da prva država, uradna Book Crossing država je bil Singapur leta 2004. Kasneje je potem sledil Abu Dhabi, tudi pri naših južnih sosedih ga že imajo. V Slovenijo pa mislim, da je zadeva prišla tam okrog leta 2010. Kakšno veljavo ima Book Crossing v Sloveniji? V Sloveniji je Book Crossing malce manj znan kot v tujini. V tujini je to precej bolj razširjena izmenjava knjig. V Sloveniji pa nekako se ta ideja še ni prijela. Mi upamo, da izključno zaradi tega, ker še ni bila dovolj dobro spromovirana. Morda bo pa ravno zdaj to 23. april odločilni dan, ko bodo vsi rekli in vsi vedeli, kaj je Book Crossing. Kako sploh poteka tole, ta izmenjava? Kako izpustimo neko knjigo v promet? Kaj moramo narediti? Torej, v bistvu, ko eno knjigo doma najdemo, recimo v smislu, da nam leži, da je že dolgo nismo vzeli v roke, pa bi jo želeli deliti s svetom, jo enostavno registriramo na Book Crossing strani, tam dobi svojo BCID številko oziroma identifikacijsko številko, ki je tukaj napisana na strani. Aha, tu gor. Ja. In na to jo opremimo tudi z nalepko, ki je pa vidna na platnici in pa na notranji strani knjige, da je jasno zadeva označena, da knjiga spada v sistem Book Crossinga. In kaj lahko potem s tole kodo in s to nalepko naredimo? V bistvu s pomočjo te kode potem lahko knjigi sledimo po celem svetu, kamorkoli potuje. Če seveda jo tisti, ki jo vzame v roke, označi oziroma na uradni strani pove, da knjigo ima. In to v bistvu to knjigo lahko damo kamorkoli. Jo pustimo na avtobusu, na javnem stranišču, v parku. Kjerkoli. In to dejansko potem takem deluje? Mislite, da bo v Sloveniji tudi to delovalo? Ja, naša prva Book Crossing ideja oziroma prvi Book Crossing val je bil že v decembru 2013, ko smo izpustili kar nekaj knjig in tisto se je zaenkrat izkazalo za prilično delujoče. 23. april, da še enkrat omenim ta datum. Kaj se bo takrat točno zgodilo? Ja, 23. april je svetovni in slovenski dan knjige in na ta dan smo se odločili, da bomo v svet poslali približno 600 knjig po celi Sloveniji. Velika večina knjig bo tendirala v Mariboru, ker je pač naše društvo iz Maribora. Ostale knjige pa po drugih večjih in manjših slovenskih mestih. Lahko poveš, katera mesta so ta, da zdaj mogoče, če gledajo, da vedo, da bodo Poleg vzeli? Maribora seveda naši prijatelji preko Trojan, Ljubljana, pa potem Celje, Šoštanj, Velenje, Murska Sobota, Lendava, skratka vsa večja in manjša mesta, kjer imamo člane. Člane pa imamo po celi Sloveniji. 600 knjig si omenila, kje ste jih dobili? Verjetno ne doma, niso zdaj domače knjižnice oziroma knjižne police nekrat prazne zaradi tega. Absolutno. 150 je mojih. Ja, okej. Ja. Knjige so dobili večinoma z donacijami ljudi, ki so se odločili ta sistem podpreti. Ja, tvoja, Jernej, kakšna? Si dal kakšno v promet? Tudi jaz sem dal, ja. Kakšno? Katero? Ni ta, ne? Ne, ni ta, enih par otroških knjig. Otroške knjige. Book Crossing točke, katere so v Mariboru, pa kje jih najdemo? Najprej bi mogoče, preden se posvetimo Book Crossing točkam, povedali, da Book Crossing točke so v bistvu pa točke, ki so registrirane in kjer se te knjige skoncentrirajo. Mi jih lahko pustimo bodisi na javnem mestu ali na Book Crossing točkah.
Te book crossing točke so pa galerija Skrinja, pa potem ene večjih so v urgentnih ambulantah na travmatologiji, UKC Maribor je pač eno tako stičišče ljudi, pa potem razni fitnesi, kozmetični saloni, vse imamo mi objavljeni na naši spletni strani. Kakšen je cilj humanitarčka? Kaj želite s to akcijo doseči? Je podoben tistemu cilju, ki ga ima Svetovna book crossing zveza, veza, povezava? Po eni strani, ja, seveda. Dodaten cilj pa je to, da nekako vrnemo v obtok tudi knjige, na katere smo že malce pozabili, od, ne vem, Prežihovega Voranca pa Franceta Bevka, se pravi tiste dobre, stare slovenske knjige, ki so pravzaprav, ne vem, vzpostavile slovenščino. Zdaj poraja se vprašanje, ne, kakšne knjige bodo ljudje dali v ta obtok? Ne? V bistvu to ni toliko pomembno. Pomembno je, da je knjiga v obtoku in da jo poleg nas dobi v roke tudi kdo drug. Ja, povej, Nina, povej. Prej ali slej bo nekoga ta knjiga zanimala. Midva imava eno, ki bo zanimala zagotovo tebe. Da je res? Seveda, posebej za tebe sva izbrala eno knjigo, ki sva prinesla Andreju, da mu bo pomagalo preko kakšnih deževnih aprilskih večerov. Upam, da dovolj dobro znaš angleščino. Če ne pa slikovno gradivo je tudi na internetu. V redu je. Najlepša hvala za knjigo. Ne bom povedal, pokazal, kakšna je. Nič več 420 12 44 in nič več 420 12 50. Še lahko pokličete in dobite majico televizije Maribor. Sicer pa v 60 letih, hvala vama, nisem se poslovil, hvala za obisk v studiu, pa 23. pa se vidimo. Hvala. V 60 letih prejšnjega stoletja je v Mariboru že obstajala ženska glasbena zasedba, imenovala se je The Chains, v njej pa so pele in igrale Alenka in Breda Pinterič, Alenka Cilenšek in Vitka Haberl. 50 let kasneje so tukaj nove mlade dame. Dream of
20. aprila, torej to nedeljo, bodo verniki po vsem svetu praznovali najpomembnejši krščanski praznik Veliko noč. Za nekristjane pa je pomemben 21. april, ko je dela prost dan. O prazniku in simbolih pa zdaj s Tadejem Pungartnikom, kustosom Pokrajinskega muzeja Maribor. Dobro večer. Dober večer, lep pozdrav. Kakšen je pomen Velike noči? Ja, Velika noč je najstarejši in največji krščanski praznik. Seveda njena simbolika pa sega daleč nazaj, saj ti krščanski simboli, oziroma ta krščanski praznik prekriva stara verovanja, mitologije. Če pogledamo, to Veliko noč ponavadi določimo po luninem koledarju. Ni vezana na točno tako določen premična datum. je. Se pravi, v primerjavi z Božičem, ki je točno določen, ki je določen po sončnem koledarju, je Velika noč premična in jo določamo po luninem koledarju. To pomeni, da jo praznujemo prvo nedeljo po prvi spomladanski luni. Malo komplicirano. Malo komplicirano, treba malo razmišljati. Pravoslavni kristjani pa kdaj? Se pravi, je malo različno, čeprav letos praznujejo vsi enako, to je pa zaradi različnih koledarjev. In letos to sovpada, pa se mi zdi, da pred 4 leti je tudi sovpadalo, Tako. nekaj takega približno. Kdaj so kristjani začeli pravzaprav praznovati Veliko noč, dokot segajo neki podatki, zapisi? Da bomo rekli, neka čista natančne letnice nimamo, ampak to so že neka zgodnja stoletja, bomo rekli v 6. 9. stoletju je to že znano, da so praznovali. Zdaj, kakšno obredja so to bila, ne moremo reči, midva lahko govorimo tam nekje od 16. stoletja naprej. In kakšni so bili takrat obredi? Podobni? Sigurno so bili podobni, bomo rekli, bolj poduhovljeni, bolj se je vse vezalo na vero. Sedaj pa so naši prazniki že malo skomercializirani, različne stvari se prekrivajo, mešajo, tako da nekaj razlike. Kakšno podobnost lahko najdemo med tem, kar danes praznujemo in tistim včasih? Kje so skupne točke? Se pravi, to je vera, verovanje. Se pravi, najbolj je to vidno pri kristjanih, se pravi, ko se udeležujejo bogoslužji, raznih blagoslov in tega. Zdaj tisti, ki niso verni, pa vseeno nekako praznujejo, če drugega ne, z boljšo hrano, z nekim obdarovanjem in čim podobnim. Post je tudi pomemben del tega, ne? Post je pomemben del, začne se že kar popusto, se pravi na pepelnično sredo, traja 40 dni, nekateri se ga držijo. Nekateri mogoče samo ob petkih ali pa na veliki petek, ki še prihaja, ko je res zapovedan tisti strogi post. Zdaj pri nekaterih ljudeh je, bomo rekli, ni več to aktualno, da se bi odpovedali mesnim izdelkom, ampak čemu drugemu, kar imajo radi, sladkarijam, cigaretom, alkoholu, kaj podobnega. Ampak hrana pa vseeno potem pride na vrsto v nedeljo, v soboto? Hrana že pride nekako v soboto po blagoslovu, kajti blagoslovo nesejo ljudje v soboto dopoldne ali popoldne. Nekateri že takrat potem pripravijo ta žegen, kot se reče, drugače pa večinoma pa v nedeljo in ponedeljek. In kakšna hrana je to? Kar kalorična, ne? To je kalorična hrana. Seveda, če je bil prej 40 dni post, se je treba sedaj spet nekako nadoknaditi. Ja, jajca, ne? Jajca, meso, zabela, alkohol, pride spet vino, cviček, recimo. Zapisal sem si aleluja, ne? Ja, aleluja je pa ena taka zelo zanimiva jed, narejena iz posušenih repinih olupkov. Gre za to, da te olupke skuhajo v svinjski juhi, kjer se je prej kuhala krača ali pa recimo svinjski jezik ali pa kaj podobnega. To se skuha, nekateri potem dodajo še krompir, nekateri ajdovo kašo. Gre pa pravzaprav za to, da je to nek spomin na zelo veliko lakoto, ki je bila na Krajnskem v sredi 16. stoletja. Jaz bi še omenil en datum, ne? In sicer leto 1883 in ruskega carja Aleksandra, povezavi z nekimi jajci tudi. Tako, to so znamenita Fabregova jajca, ki jih verjetno ljudje poznajo, zelo lepo okrašena, umetelno izdelana. Ta draguljar je za carsko družino vsako leto izdelal 1 do 2 jajci in to je bilo carjevo družino njegovi ženi oziroma materi. Ta Fabrega je pa verjetno tudi preživel, ne? Je imel kar nekaj plačo. Hvala za obisk v studiu. Hvala. Ponovno si bomo privoščili nekaj glasbe, za njo so danes odgovorna jazz dekleta.
can be sunny with never a sigh. Don't need what money can buy. Birds in the trees sing their day full of song. Why shouldn't we sing along? I'm cheaper all the day, happy with my lot. How do I get that way? Look at what I've got. 1, 2, 1, 2, 3. I got rhythm, I got music, I got my man who can ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man who can ask for anything more. Home and trouble, I don't mind him. You won't find him around my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man who could ask for anything more. Jazz Ladies so na sceni komaj dobro leto, pa so že omrežili marsikaterega ljubitelja glasbe in lepih deklet. Punci, dobro večer. Imate zaradi tega, ker ste sama dekleta, kakšno prednost? Jaz bi rekla, da nimamo prednost, ampak da smo edina v bistvu jazz glasba, mislim glasbena skupina žensk. Tako da mogoče je zato toliko bolj interesantno. Ste edina samo jazz skupina ali nasploh se mi zdi, da zasedba? Težko reči, ne, ampak... Mislim, da so še druge glasbene skupine, ki so samo ženske, ampak za jazz
ki igrajo jazz, zvrst pa sicer ne poznamo. No. Pa kakšen odziv dobivate pri ljudeh, pri občinstvu, ko se pojavite? Ja, zaenkrat je bil dober, no. Navdušeni so, tako da mi pa smo tudi veseli zaradi tega. Ne. Obstajate komaj dobro leto dni, to je kratka doba, ne? Čeprav ste še zelo mlade. Ne? Kako ste se sploh zbrale? Dejansko me 4, oziroma pianistka, kontrabasistka, kitaristka in jaz smo se najdli na glasbeni šoli, potem pa nas je Nina najdla preko spleta. Ja, Nina, kaj? Tako je. Kaj si rekla? V bistvu sem jih opazila na Facebook, njihovo sliko in sem videla, nimajo bobnarke. Ne? Tako da se mi zdelo. Kako sploh lahko obstaja band brez bobnarke? Točno, jaz sem se isto vprašala. Ne? In potem si v bistvu se priključila? Tako je, tako smo se z Natalijo kontaktirali in so že bile prve vaje in prvi koncerti. Kje je bil prvi koncert? Na festivalu Lent. Res, kar na festival Lent ali kaj? Ja, kako pa ne? Ja, eni se celo življenje trudijo, da bi prišli na festival Lent, pa ne pridejo. Ja, res je, pač skupek, sreča bom rekla. No. Aha. In poznanstev morda? Pa mogoče tudi, ne vem. Ne vem se odločiti. Ne upate reči, ne? Ne bomo šli v detajle, ne? Ja, ne. To je jazz vrst, ne? Mislim, vam je to dejansko najbližje ali igrate zaradi tega, ker pač paše pa fino in pa sami ženske. Ja, mislim, da zelo vse uživamo v tej zvrsti, tako da tudi študiramo pa se izobražujemo v tej smeri, tako da smo v bistvu, jaz uživam totalno. Ti študiraš v Avstriji, ne? Tako je. Kaj študiraš tam? Študiram jazz glasbo, torej bobne. V Lincu, ja. Bobne se da študirati? Tako je. Res? Ja. In kako gre? Odlično. So potem tudi mogoče načrti za skupino vezani na tujino ali najprej Slovenija, pa potem svet? Ja, najprej Slovenija, pa potem svet. Lepo po vrsti, ne? Zakaj morda tujina? Kaj je na tujem tako dobrega? Mogoče širša, mislim, Slovenija je dokaj mala, ne? Tako da se mi zdi, da dokaj malo ljudi mogoče posluša jazz, tako da se mi zdi mogoče Avstrija tudi, oziroma bilo kje druge, mogoče več ljudi, ki posluša to zvrst glasbe. Pa še plačani koncerti so, ne? Tako je. Okay. Najlepša hvala, punci. Hvala vam. To je bilo za danes vse, cenjene gledalke in gledalci. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo prihodnji torek. Lahko noč. Izvolite. Hvala. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, one magic day, he came my way, and as we spoke of many fools and kings, this he said to me: the greatest thing you ever learn is just to love.